Tako še z moje strani dobrodošli na novomeških poletnih večerih v organizaciji Založbe Goga. Kot ste že slišali, bomo nocoj govorili o esejistični knjigi Po vsej sili živ, ki jo vidite tamle, in pa o ekološkem kmetovanju v času podnebnega zloma. Zdaj, če bi upoštevali eno šalo iz knjige, bi lahko rekli, da vaša prisotnost tukaj oziroma vaše zanimanje za to temo pove marsikaj dobrega o vas, kajti eden od kmetov se v knjigi pošali, da če bi Kristus danes prišel med nas, bi bil ziher ekolog. Zdaj, namesto njega sta med nas nocoj prišla pisateljica, dober uvod, ne? Veste, mene so danes primerjali s Kristusom. Torej, med nas sta nocoj prišla pisateljica, ekološka kmetica, publicistka in pa avtorica knjig, kot so Primerljivi hektarji, Nebesa v robidah, Kaki vojaki in pa Po vsej sili živ Nataša Kramberger in pa ekološki kmet Richard Zupančič, ki pa na svoji domačiji med drugim čuva tudi črne človeške ribice, kot smo se pogovarjali prej in se lahko potem po pogovoru še. Dobrodošla oba. Dober večer. Zdaj, Nataša, posestvo, ki ste ga pri 33, torej pred 7 leti prevzeli in pa spremenili v kmetijo, stoji v Jurovskem dolu. Richard, vaša kmetija pa v Jelšovniku. Jelševnik, ja. Tako. Torej, nedaleč stran od tu. Ločuje ju 230 kilometrov, ampak kot bomo danes spoznali, jo združuje precej več. Pa morda za začetek, kaj vaju je pravzaprav gnalo v ekološko kmetijstvo? Kaj je tisto, kar je na neki točki odtehtalo vsa ta odrekanja, vse te napore? Nataša, v knjigi med drugim zapišete, da je medčloveška skrb za drevesa, cvetje, divje rastline in rodovitnost vrtov v času vojne lahko odporniško gibanje proti nasilju vseh vrst. Kaj pa v splošnem? Vedno, mislim. Dober večer, lepo, da ste tukaj. Ta stavek ima ta dodatek v času vojne zgolj zato, ker se navezuje na prejšnji stavek, sicer pa je to zmeraj tako. In pač zame je bilo večje vprašanje, zakaj sploh kmetijstvo. In potem, ko enkrat že kmetijstvo, mislim, sploh ni bilo vprašanja, kakšno in katero. Tako da je to pač padlo z neba. Ko sem se pač začela ukvarjati z zemljo, sem se začela na takšen način. Zakaj pa kmetijstvo? Zato, ker mislim, zdaj sem naredila ta kratek premor, ker sem se spraševala, ker sem premlevala, ali naj nadaljujem v neki humorni, taki anekdotični noti, ali naj vendarle grem v malo bolj resno razlago, pa bom šla v malo bolj resno razlago. Jaz dejansko mislim, da po približno 10 letih življenja v Berlinu mi je začelo manjkati pač neko pač otipljivo sodelovanje z zemljo. Jaz sem odrasla na kmetiji, nisem hotela hoditi v vrtec in potem pač so me starši morali nekam parkirati in so me parkirali pri moji omi, ki je pač bila na kmetiji. In vedno bolj pač se mi zdi, da te to zgodnje otroštvo nekaj ti pusti in meni je pač pustilo to potrebo po sobivanju z drugimi bitji, ki so pač bolj prisotna v tvojem življenju, kot mogoče so v nekem mestu. In pač zdaj čisto realen razlog je bil za neka družinska situacija, ko je pač bilo treba vskočiti, ampak jaz mislim, da nikoli ne bi vskočila, če pač ne bi bilo tega pogrešanja ali pa te neke nostalgije po tem stiku. Ja. Richard, pa pri vas? Pa jaz sem bil, nisem itak iz Črnomlja, si v bistvu na vasi, tako da pri obeh starših, mislim, iz obeh strani je bila kmetija, tako da že od malega po vinogradu skačem. Tudi pri Varuški, ki sem bil, smo hodili na velika sela, to je ena lepa vas na Dadlešiči. Tiskrat so imeli oni pri njih ovce, kar v 80-ih je bilo dosti redko, in angora zajci so skakali po hlevu, vse te zadeve, tako da absolutno se strinjam, da to je nekaj, recimo že ti sam von, pa ne vem, nekaj, kaj ti ostane, Sam v bistvu v neko veliko mesto nikdar sem rinil, tista ljubljanska epizoda, zdaj Ljubljana se kvalificira, ne kvalificira, to je stvar
naša je, kakšna je. Okay. Ampak ja, no, zdaj se pa pač tudi študij agronomije je bil pol, ne. Ampak ja, no, vedno me je zanimalo delati na kmetiji, pa od pač tega nekako probati živeti, ne. Sem na ta način, ja, z nekim spoštovanjem, z nekim odnosom, ne z posiljevanjem narave pa zemlje, ampak pač, ja, no, in mislim, da s tem duhom tudi delamo pri nas, no. Zdaj se bomo še malo pomudili pri mogoče nekih malo bolj abstraktnih konceptih, pa bomo šli potem na konkretnosti. Nataša, v knjigi zapišete, moj deda je vedno govoril, da je treba drevesu vnaprej povedati, da ga boš posekal, in sicer mesece vnaprej, zato da se drevo lahko pripravi. No, moj dedek, čebelar, je pa vedno govoril, da je treba čebelam povedati, ko njihov gospodar umre. Kaj vaju je ekološko kmetovanje naučilo o tem medsebojnem odnosu z drugimi bitji, z drugimi živalmi, z drugimi rastlinami? Mogoče tudi o tem, kakšno vednost posedujemo mi in kakšno vednost posedujejo one, ali pa kakšno vednost si predstavljamo, da posedujejo. Jaz mislim, da predvsem me je naučilo tega, da narava ful dosti stvari zna dosti boljše od mene in nasplošno od večine ljudi, ki jih poznam, in da pač nima nobenega smisla, ne časovnega, ne ekonomskega, sploh pa ne pač v smislu neke učinkovitosti, jemati naravi neke naloge z idejo, da jih bomo opravili bolje, ker pač ona veliko boljše pač zna, tako kot, ne vem, pač opraševanje, recimo. In zato, če ona nekaj boljše zna, potem se je pač treba probati z njo nekako zmeniti. In zato, da bi se lahko zmenil, moraš najprej sploh skušati razumeti njen jezik. Tako da ja, je pa to zelo težko, tudi tega sem se naučila, zato ker v bistvu smo vendarle, ne glede na to, kako se trudimo, že zelo daleč, no, stran od tega jezika. In pogosto pač me je reševalo ravno to neko intuitivno srečevanje z naravo, ko sem pač bila otrok in za veliko znanj sploh nisem vedela, da jih imam. In včasih sem sprejemala kakšne odločitve, ko so se zdele nore, pa so potem delovale, in jaz mislim, da pač je to bilo zato, ker mi je nekdo nekaj rekel, jaz sem pa razumela v pravem trenutku, kar sem potem osmislila šele kasneje, seveda. Je šlo pri vas tudi za neko intuicijo v začetku? Ja, no, bi kar rekel, ne. Tudi pol same izkušnje te nekako vodijo, ne, ampak dejansko se na hitro naučiš biti tako pohleven, ne, pa hvaležen, ne, tudi to, ne, ko nekaj dobiš, ne, okej, itak, zdaj je problem, ne, neurja so vse bolj pogosta, suše, pozebe, vse te stvari, kjer smo pol lahko pač jezni, ne, pa žalostni, ampak ne pomaga dosti, ne, ampak še skozi mislim, da če se s pravim načinom pa z enim spoštovanjem lotimo, ne, v bistvu bilo česa, v smislu kmetovanja, ne, da lahko pričakujemo neke, zdaj pa spet to pričakovanja, ne, zdaj, kaj pričakujemo mi, ne, kaj bi sploh radi, ne, zdaj, jaz spomnim, da so mi zmeraj vsi govorili, da pač s kmetijstvom se ne boš obogatel, ne, zdaj, če ti je to smisel tega dela, ja, verjetno boš razočaran, ne, če pa imaš v tem nekaj druge, tudi, če te nekaj drugega izpolnjuje, ne, tudi to prevaga včasih neke, ne vem, hektarske donose, pa kaj pa vem kaj, ne. Nataša se nasmiha, ker o hektarskih donosih bomo še govorili in to dobro ve. Ampak še prej pa še ena splošnost, in sicer kdor bo prebral oziroma kdor je prebral to knjigo, ve, da se dostikrat ukvarja tudi z našim razumevanjem časa, kot se mora pač vsak kmetovalec začeti na neki točki spraševati o našem dojemanju časa. Med drugim beremo, da kdor živi sredi gozda, razume, da čas dreves in ljudi tečeta v vzporednih svetovih, ki se le tu in tam srečata. Pa potem seveda beremo tudi o zadregah z raznimi setvenimi koledarji in podobno, s čimer se je vsak je kadarkoli karkoli sejal srečal.
Kako so sezone kmetovanja pri vama spremenile to razumevanje časa, predvsem tega, kako mi razumemo čas? Jaz sem se predvsem naučila biti potrpežljiva. Mislim, ne, jaz se trudim učiti, da bi bila potrpežljiva. Kot pač v kmetijstvo sem vendarle vstopila kot pišoča oseba, ki pač se nekaj odloči, nekaj napiše, postavi vejice, pike in to je to, bolj ali manj tudi nadzoruješ potek, bolj ali manj. In potem je pač nekaj narejeno in ne vem, 7 let za roman je relativno dosti časa, medtem ko 7 let za drevo, ki si ga posadil, ni nič. Ne. In pač ti posadiš tisto slivo, tako, in potem gre ona tak, ne. In potem še pride kakšen srnjak mimo, pa voluhar, pa ne vem, pozeba, pa toča in ko si že misliš, zdaj pa smo, ne vem, nismo, ne, ker naenkrat odpade vse listje, pa si tak, pa ti si bila že stara 7 let, ne, samo se povezne in vidiš, da pač ne, je neki voluhar opravil svoje delo zelo vestno in temeljito. Tako da ja, pač potem res to hvaležnost, neko končno dobiš tisto jabolko ali pa tisto slivo, ne. Vaje v potrpežljivosti in pač to je nekaj, kar je zame še zmeraj pač precejšen izziv, ampak nekako si domišljam, da je vsako leto bolje, ne vem, pač z mano, ne z zunanjimi okoliščinami. Ja, itak, ne, sej drugače ne gre, ne, zdaj se upogneš ali pa, ja, ne. Mislim, pa sem še to dodal, da recimo tudi živalce so ena taka, mislim, te kar naučijo, ne, mene so ovčke ogromno naučile, pa folk pravi, ovca je glupa žival, ne, ampak daleč od tega, ne, ful so pametni, tako da poslušajte ovce. Zdaj, nekaj smo že omenili, ne, suše, poplave in tako, ampak knjiga pravzaprav popisuje raznolike izzive in bitke, ki jih prenaša prav ekološko kmetovanje v času tega podnebnega zloma, podnebne krize. Popisujete posledice tako suš kot poplav, z eno sušo se tudi začne in z enim usodnim drevesom. Popisujete pa tudi besede babice, ki pravi, lakota bo prišla, poslušaj, kaj ti govorim. Že zdaj se vidi, suša bo še hujša suša in poplave bodo še hujše poplave. In mraz bo še hujši mraz in veter, veter bo še hujši veter in odnesel bo vse, kar smo imeli, kar imamo in kar bomo imeli. Zdaj, ob teh uničujočih posledicah pa hkrati opozarjate tudi na to svojevrstno vilifikacijo narave, ki se zna znotraj tega kroga hitro zgoditi. In torej to, da namesto nekega prevzemanja odgovornosti ali pa opozarjanja na to, iz kje to pravzaprav pride, nekako utrjujemo kot družba idejo, da je narava nasilna, pa nepredvidljiva, pa hudobna in posledično, ne, da jo je treba še močneje zatreti oziroma zatreti še močnejšimi sredstvi, češ da so to vrstni zlomi pač posledica kmetovanja kot takšnega. Mogoče lahko poveste kaj o tem ciklu, kako smo se uspeli zaciklati tukaj noter in kakšen je morebiten izhod iz tega. Jaz mislim, da je ta zaciklanost podobna kot na vseh drugih področjih, pač to je ta nenormalna vera v moč nadzora in pač v željo potem nadzorovati šibkejšega in biti pač čim više na neki lestvici potem, da pač si čim več nagrabiš s tem, da daš drugim čim manj in za to idejo, da pač si močnejši in močnejši lahko in mora zmagati. Karkoli je pač tudi, jaz mislim, da vse te lajne, ki jih poslušamo, to niso zares neka verjetja, to so preprosto pač neki slogani, ki služijo svojemu namenu. In pač zdaj čisto konkretno, kar je pač v tem vprašanju, pač kmetijstvo je milijardna panoga in zdaj tukaj se sprenevedati nas nikamor ne pripelje in pač jasno, da ima milijardna panoga svoje slogane. In pač da pač nam bo ekološko kmetijstvo in pa sodelovanje z naravo prineslo lakoto, to je pač en slogan, ki se v tem trenutku zelo dobro pač obnese, ker vnaša strah k ljudem, ki pač se ukvarjajo s kmetovanjem. In pač najlažje je nadzorovati ljudi, pa še kaj drugega z strahom, z bujanjem strahu in neke paranoje. In paranoja pred naravo in pred drugimi živimi bitji je v bistvu
popolnoma neskladna tudi z našo naravo, pa s tem, kako pač, ne vem, mi smo del te narave, ampak po drugi strani jo je pa zelo preprosto vzbuditi, ker pač živimo v časih, ko večina ljudi živi v mestih in pač nimajo več te intuitivne izkušnje, ko bi tacali po vinogradu ali pa se pogovarjali z avčkami, ne. In je zelo hitro in preprosto vzbuditi strah pred naravo. In pač, če se ti nečesa bojiš, potem nimaš več tega instinkta, da bi ga varoval ali pa da bi skrbel za to. In potem pač nimaš več te neke notranje želje ali pa žara, da bi se boril proti, ne vem, podnebnim spremembam ali pa za biotsko raznovrstnost. Ti postane malo vseeno, ker to je nekaj, kar se te ne tiče. In to je pač točno to, kar tistim, ki poganjajo te milijardne posle, v tem hipu najbolj ustreza. Mogoče. Ja, no, bi se kar strinjal s tem, tudi v knjigi to fajn opišete. In, ja, včasih imaš občutek, da si kar trn v peti nekomu, ne, ker pač delaš po svoje kao, ne, v bistvu delaš tradicionalno, se ne delaš neke, ne vem, kakšne revolucije, ne. Rezultati so na teh področjih, ne, kdor malo pogleda recimo kmete, ki se resno ukvarjajo z biodinamiko ali pa ne vem, ne, kar se že to marsikomu zdi, kaj se pa grejo, ne, ampak imajo dobre rezultate, ne. Zdaj, problem je recimo že, ja, mislim, da že na začetku, ne, v tej vzgoji, že v samem začetku, že pri otrocih, ne, ful se govori, kako bi mogli zdravo jesti v vrtcih, v javnih ustanovah, ne vem kaj vse, ne. V praksi se to v bistvu bolj malo dogaja, ne. Zdaj, tu so spet problemi. Vse je zelo zakomplicirano, ne. Pač jedilnik sestaviti, bla, 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 zmeniti se, kdo bo kaj imel, ne, kdo bo pridelal to in to in to, ne. Seveda je zakomplicirano, ampak po drugi strani se pa vidi, da ni neke prave volje, ne. Da se govori o tem. Meni je osebno vsakič, ko slišim na TV-ju besedo samooskrba, me kar tisto zmrazi, kar neki krči, ali kaj, ne, ker vem, da je samo blebetanje, ne. Samooskrba pride od tle, ne, od teh lokalnih pridelovalcev, ne, in ja, govori se o enih zadevah, v praksi se pa čisto nekaj drugega dogaja, ne, in to so tudi rezultati, ne, koliko kmetij se je zaprlo v toliko in toliko letih in vse skupaj, ne, mislim, da pač kmetijska politika, ajde, če temu tako pravimo, ne, ni glih najboljša, no. Ja, bi se malo navezala, ker pač dejansko res imamo ogromno dobrih praks in meni je prav čudežno, kako na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, se pač ne znamo med sabo zmeniti in pogovarjati. In pač kdorkoli je res pri stvari, pač ne more več govoriti, da če bomo jedli ekološko, bomo pa lačni, zato ker imamo sijajne, jaz mislim, da pač res tudi svetovno gledano sijajne kmetije, ki pač uspejo imeti svežo zelenjavo celo leto. In to v našem podnebju, kjer to ni kar tako preprosto napraviti. In tudi pač globalne raziskave kažejo, da majhne kmetije, pač ta lajna Sloveniji, imamo premale kmetije. Ravno male kmetije, male mešane kmetije so tiste, ki so najbolj odporne ta hip pač za boj proti podnebnim spremembam, zato ker pač so najbolj prilagodljive, zato ker so raznovrstne, zato ker po drugi strani so tudi najbolj fleksibilne in so najbolj učinkovite, ne, ker tudi kadar beremo te raziskave o kmetijstvu, pač tudi to je zelo težko v bistvu razbirati, odkot kakšni podatki, ker veliko raziskav v kmetijstvu je zelo selektivnih, ker pač služijo spet nekemu svojemu namenu. In kadar pa se res poglobimo v neke številke, vidimo, da tudi na področjih, ne vem, Združene Amerike ali pa na območju Združene Amerike ali pa Latinske Amerike, kjer so veliko večje kmetije, tudi tam so v bistvu tiste, ki so najbolj učinkovite, ki so najbolj donosne, so male kmetije, male ekološke kmetije, da o biodinamiki pač sploh zdaj ne govorimo, ker to se itak zdi ljudem čarovništvo, ne. Ampak ko se pogovarjam s svojo omo o biodinamiki, je to vse jasno, ne. Tako da pač tudi tukaj imamo ogromno nekih predsodkov, ki so z namenom tam in ki so v bistvu vzdrževani. Zdaj, samega sistema in te industrije se bomo še malo lotili, ampak če ste že omenila
ta nek pogled, kako pa je to v nekih lokalnih skupnostih. Nataša, zdaj vi tudi napišete komentar enega od kmetov v smislu, ja, ti se lahko igračkaš, ker ne živiš od kmetijstva, mi moramo pa vzdrževati družine, a ne, in zato so pač tukaj drugačni pogoji. Kakšna je vajna osebna izkušnja v smislu drugih kmetov v tem okolišu ali pa nasploh lokalne skupnosti do vajnega dela? Ne. Malo se vsi delajo norca na začetku, pa še posebej, če si punca, pa če si pač od tam, pa če te poznajo od malega, ne, pol ti pamet solijo, pa tako. Z leti pa vendarle tudi na tvoji kmetiji začne nekaj rasti in nekaj uspevati, in pač to jih potem malo kupi, a ne? Pač ko vidijo, da nekaj vseeno raste, ne? Pa neke slive so, ne? In tudi recimo včasih, ko drugi pa nimajo, ti pa nekaj imaš, ker pač vseeno imaš toliko različnega, da nekaj pa imaš. In potem pač za temi v bistvu rezultati, ne? Tako smo naravnani v tej družbi, da pač rezultati štejejo in potem to jih malo utiša. Ampak pač pri meni je ta lajna še naprej, pač, da se lahko igračkam, ker ne živim od kmetijstva, ampak ravno zato potem tako poudarjam te svoje druge prijateljice, prijatelje, ki pa imajo kmetije, ki so zelo uspešne kmetije, in jih je pač po mojem treba nenehno omenjati in kazati na nje s prsti in voziti ljudi tja. Ampak tudi na naši kmetiji bomo kmalu tam, da bomo lahko rekli, ja, mi pa živimo od kmetije. Pa pri vas? Ja, no, tako pravim, no, zdaj okolica, pri nas v naši vasi je v bistvu tako, da še 3 hiše se ukvarjajo s kmetijstvom, ne, drugače. Ok, zdaj moram reči, da pa je en zelo pozitiven trend zdaj spet, da se te vrtički vračajo ogromno, ne. Tako da pri nas, mislim, v Beli krajini nasploh večina ni nekaj intenzivnih kmetov velikih, ne, razen tam ob Kolpi, ki imajo lepe njive, ne. Tako da direkt, da bi v neke konflikte ali pa v neke take situacije, seveda se ti vsake toliko kdo nasmeje, kaj se pa ti greš, ne, ti. Ampak v bistvu ti vidiš, kje so rezultati, kaj so, če si ti zadovoljen s tem, je to vse, kaj je važno, ne, ampak ja moram reči, da čim se nečesa lotiš, ne, dosti resno, ne, so rezultati prej ali slej, ne. Zdaj, razen če res kaj zelo narobe delaš, ne, ampak načeloma se malo prej podučiš, ne. S časom torej, ja. Kakšno vlogo pa pri tem, če smo že prej to nekoliko omenili, igra ta sistem kmetijskih subvencij oziroma direktiv tega globalnega prehrambenega trga, ne? Kako se v ta sistem upenja majhen ekološki kmet? Zdaj eno je to, kar smo omenili, ta oseben odnos kmetov, ki ne kmetujejo na tak način, drugo je pa potem cel ta velik sistem, ki nekako kmete in kmetije usmerja v to smer, ne. Zdaj, Nataša, to ste že omenili, ampak v knjigi napišete, nadzor je utvara, ki ubija. Kako torej se lahko v tem sistemu znajde ta mali ekološki kmet, ki ne sledi temu nadzoru, ampak sodelovanju z naravo? Jaz mislim, da točno tako, kot je pač Richard rekel, pač delaš to, kar verjameš, in ljudje, ki kmetujejo na takšen način, kmetujejo zato, ker pač si drugega načina večinoma sploh ne predstavljajo, in potem ti je itak malo vseeno za vse te neke subvencije pa to. Kar pa čisto splošno se pa o tem zelo veliko govori. Seveda nekaj direktiv smo spremenili, nekaj podpor smo izboljšali, ampak še zmeraj pač ves ta sistem deluje v prid pač večjim igralcem in je zelo investicijsko pač naravnan, zato ker investicije poganjajo naprej pač velike posle. Medtem ko ekološka ali pa biodinamična kmetija pa teži ravno k temu, da bi bila samooskrbna, da bi bila samozadostna, da bi bila torej nek avtonomen člen neke širše skupnosti, in jasno pač ni zdaj tako vpeta v to kolo nenehnih investicij in nenehne odvisnosti od drugih, ne, tako kot, ne vem, vedno večjih strojev ali pa, ne vem,
umetnih gnojil ali pa škropiv. In pač ravno zaradi tega tudi malo pač nezanimiva za vse skupaj. Ampak ja, z malimi koraki nekam mogoče gremo, ampak tudi mene, ko slišim kmetijska politika, ima podoben odziv kot Richard pri samooskrbi. Tako da ja, je kar kompleksno, no. Zelo kompleksna tema, ko ne vem, če bi glih vstopali vanjo zdaj. Ampak kakšno pa je nasploh, zdaj, če poskušamo zelo v splošnem pogledati na neko stanje, zakaj to sprašujem, ker sem včeraj, ne vem, ali je bilo včeraj na Dnevniku, v glavnem gledala sem na spletu, je bil prispevek o tem, kako se naši kmetje, ki pridelujejo zelenjavo, pritožujejo, da pač ljudje bi radi kupovali seveda čim cenejšo zelenjavo, pa čim širši nabor zelenjave, pa da jim je vseeno, glede na to, odkje ta zelenjava je, da se pač kupuje v trgovinah, da so nekonkurenčni, da ne morejo, ne. In je super kazalo, prispevek šov je super, pol pa na neki točki so povedali, ja, da bodo pa to rešili tako, da bodo zgradili nek ogromen koncern, ne vem kje. Se mi je zdelo super, ne, do tukaj smo prišli, potem je šlo vse po gobe. Zato sprašujem, ker nekako ideja je prava, stiske so skupne, torej pač, ne, vsi smo nekako v tem, na koncu pač tudi potrošnik potem, ne, se priključi te verigi, rešitve pa potem nekako niso take, ki bi lahko to vse skupaj povzdignile, ne. Čisto zato me zanima, kakšno je kaj stanje pri nas, pa mogoče tudi napram tujini, na primer Nemčiji, ne, ker imate s tem pač več izkušenj iz prve roke, v smislu nekih dobrih rešitev, pa mogoče tudi nekih zablod. Pač obstajajo neki cilji in obstajajo poti in sredstva, kako priti do teh ciljev in pač ja, reševanje samooskrbe s tem, da bomo zdaj imeli velike stolpnice z hidroponiko, recimo, pač je ena od možnih rešitev, ne? Tudi tista, ko je najmanj odvisna od vremena, pa najbolj zanesljiva zagotovo, ne? Ampak ena od reči, ki me je naučila moja kmetija, je pač to, da moraš imeti stvari tudi malo rad, pa morajo biti tudi malo lepe, pa morajo biti tudi malo tak fajn, ne? Če naj jih pač živiš, ne? Ker pač govorimo vendarle o življenju, ne govorimo samo o nekem štancanju v neki fabriki, ne? In če pač nam osnovni cilj ni štancanje v neki fabriki, potem bi morali pač podpreti raznovrstnost neke krajine, pa neko širšo paleto tega, kar pač kmetijstvo sploh je, ker kmetijstvo je pridobivanje hrane, ampak je ne zgolj to, je tudi pridobivanje hrane, ampak je še marsikaj drugega. In pač ja, obstajajo sijajne prakse, pač v tem hipu veliko govorim ravno o javni prehrani, to, kar si ti tudi omenil, da pač, mislim, obstajajo sijajne prakse v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, kjer je pač ja, na začetku treba vložiti veliko časa in veliko energije za neko upravljanje, pa za nek načrt, ker je pač treba se zelo veliko pogovarjati, ampak obstaja recimo, ne vem, blizu Firenc, ena cela skupnost občin, ki v tem hipu združuje 500 000 otrok, ki se prehranjujejo zgolj ekološko in zgolj lokalno. In to tako zaradi tega, v bistvu, ker je en šef, kuharski šef z 3 Michelinovimi zvezdicami rekel, jaz imam poln kufer, da kuham za bogataše, bom začel kuhati za otroke. In se povezal z enim županom, ki je rekel, mene ne briga denar, ampak me briga kakovost. Ampak po 7 letih je prišel ven tudi denar, ker je v bistvu dober ustroj lokalne prehrane, ekološke, veliko cenejši, zato ker odpade cela vrsta stroškov. Stroški skladiščenja, stroški, ne vem, prevoza in tako naprej. Ampak seveda traja, da prideš do tja in ne sme ti biti prva prioriteta denar. In pač ekološko pridelana hrana, lokalno pridelana hrana je lahko cenejša od hrane, ki jo v tem hipu jemo. Vsekakor je pa cenejša, če gledamo cel cikel človeškega življenja, od rojstva do smrti in bolezni, ki se zgodijo vmes.
Absolutno, ja, se strinjam, ne, zelo lepo povedano. Ne. Ja, mislim, da zdaj je vse skupaj v enem takem čudnem limbo stanju, bi temu rekel. Ne. Tudi te subvencije so nekaj meni, osebno se meni to zdelo zmeraj ena taka čudna. Zakaj? Ne? Zakaj ne bi bil kmet normalno plačen za svoje delo in pridelek? Ne? Zakaj moramo mi za ta nek denar prelivati s tam, pa ne vem kam? Mislim, ok, na koncu ima nekdo korist od tega. Ne? Jaz tudi sam moram reči, da nisem preveč nikdar. Seveda pašajo te subvencije, ampak konec koncev to je toliko, da pošraufam svojega štoreta, pa kak preključek mogo malo, mislim, ne grem s tem na morje, pa ne vem kaj. Ne? Bil pa dosti bolj zadovoljen, če bi lahko normalno Sej, tudi to je, ne, čisto konkretno. Ne. Jaz recimo, ko imam jabolka, grem pogledat, kakšna je cena po šparih, tuš, bla, bla. Ne. In recimo lahko dam isto ceno, pa mi še skozi iz prve roke zelo dobro zaslužil, ne, ker prvi nas imamo itak marže, kar v redu imajo trgovci. Ne, tako da, kaj se tiče tega cene, ne rabiš. Mislim, včasih kdo pretirava. Ne. Tako da ja, no, če ostaneš čist nekje isti, pa je še skozi v redu. To so drugače ta jabolka. Nataša vam lahko pove, trenutno jih pije, gotovo so super. Ja, zdaj seveda, ne, tako kot smo omenili, gre za neko vprašanje vrednot in to se lepo kaže tudi v knjigi. Nataša, napišete, orodja niso nevtralna, ne. Imajo odtis najprej v žepu, mislih, srcu in duši, nato na njivi, pokrajini, rekah in parkih, nato na vremenu, kar znova pripelje do žepa, misli, srca in duše. Pa zdaj, če gremo na orodja kot taka, na načine obdelave kot takšne, katera so ta neka najbolj uničujoča ali pa najbolj nesmiselna orodja sodobnega kmetijstva ali pa načini sodobnega kmetijstva in zakaj? Spet ogromno vprašanje, vem. Ampak to, da malo rišemo, kje so te krovni zlomi tega, kako si v bistvu predstavljamo kmetovanje kot takšno. Ja, jaz mislim, da je krovni zlom pač ravno v tem, da lahko mi v kratkem času naredimo zelo veliko za nizko ceno in pač v neskončnost. In pač ta krog je uničujoč v prvi vrsti za kmete in kmetice, ki se s tem ukvarjajo. In pač ti vedno večji traktorji, vedno večji priključki, pač pripeljejo sem do tega, da imaš ti občutek, da lahko v istem času obdelaš več zemlje, kot si je prej. In pač jaz vidim zdaj, ne vem, mlade kmetice in kmete, stare 20 let, ki so imeli še lani 30 hektarjev, letos jih imajo že 150, zato ker pač kmetije v vasi odmirajo in potem jih se pač je zelo zlahka dobiti zemljo v najem. In potem si nabavijo večji traktor, ker pač lahko z večjim traktorjem se voziš hitreje in potem pač delaš ob 2 ponoči, zato ker imaš res dobre reflektorje. Ne. Seveda lahko, ne, ampak v bistvu si nenehno v pogonu, in pač tudi narava je nenehno v pogonu, mora biti, in v nekem trenutku se stvar zlomi in pač so vedno večje investicije in tudi ti si vedno bolj vpet, vedno bolj te je strah, vedno večje kredite imaš, vedno težje je popraviti tisti traktor, ko odcrkne, ne, že gumo zamenjati je pol hiše, in pač to stremljenje po velikosti, recimo, je zame ta hip zelo težko gledati, zelo težko spremljati, tudi kako v bistvu potem cela okolica, pač ja, tu pri vas nimate nekih takih res večjih kmetij, mi tudi nimamo blazno velikih kmetij, ampak postajajo vedno večje in prav se tudi vidi, kako se doline med sabo razlikujejo potem, koliko bolj so položne. In pač naša dolina je relativno položna in zelo slabo pride skozi, ker to pomeni, da pač lahko se gremo to hitro poljedelstvo in lahko kosimo zdaj tudi že 8-krat na leto, 9-krat na leto, lahko gremo v ta hiter, intenziven krog in to pomeni eno samo dirkanje in že vozice po lokalni cesti postane življenjsko ogrožajoče vsakič znova, ko greš na pot, pač tvegaš, da ti bo nasproti en mastodont pripeljal, ki po vrhu še dirka, zato ker pač mora dirkati, ker njemu se mudi. In potem ubogi kmetje, ker pač res se jim mudi in pač res ubogi, ker pač res se jim mudi. Ja, no, sej, to je to, ne, srž. Ja, sam tudi poznam dosti takih zgodb, ki so se dosti žalostno končale, ne, z velikimi očmi se je šlo, seveda ekonomski plan, vse to je črno na belem, vse štima, ne.
Številke so velike, ne? Ja, ne, ampak pol pride pa recimo ena sezona slaba, pa je to že dostkrat razlog, da je stvar konc. Ne, in, tako da meni so tudi, jaz sem tudi razmišljal, ne, ko smo začeli s to proizvodnjo, ampak sem rekel, ne, ker to so zadeve, in točno zaradi tega, zdaj so stvari so toliko negotove, ne, da zdaj nekam se vezati za 10 let ali pa 20 z nekimi kredami je, ne vem, ne, ni glih najbolj pametno, ne, se da na druge načine, definitivno, ne, pa še to, ja, čim večji hlev, čim večji traktor in vse skupaj, ne, tudi to mislim, da je narobe, ne, da se zdaj vse se koncentrira na določene točke, ne, zdaj imaš ti eno farmo z, ne vem, 2000, ne vem, prašiči recimo, ne, na enem mestu, ali pa če je to razdeljeno tako včasih, da, ne vem, v vsaki vasi toliko pa toliko, je to čist nekaj drugega, ne. Tako da, ja. Jaz mislim, da se mi vikala, da ste vi imeli intervju z enim gospodom, ko se zdaj ne spomnim imena, strašno mi je žal, ampak je en sjajen avtor, ki je govoril o tem, kako si lahko posušimo lase. Lahko vklopimo fen, lahko pa pač lahko pa damo svojo glavo 3 osebam, ki nas česajo tako dolgo, da se bodo lasje posušili. In to je slišati zelo radikalno, ne? Ampak preprosto pokaže na to, kam mi želimo vložiti svoj denar. A bomo vložili v en fen oziroma v neki gigantski traktor, ali ga bomo vložili v ustvarjanje neke skupnosti, ker bomo mogoče pa delali skupaj, ali pa delali počasneje, ali pa delali z veseljem. Pač gre zgolj za odločitev, kam boš ti vložil sredstva, ki jih imaš in katera sredstva se ti zdi vredno za kaj vlagati. Pač kar se tiče orodij, pri čemer seveda dobro orodje je zlata vredno, ne, mislim. Pač. Absolutno, ne. Najboljše čez 100 roke, ne, če se da, ne. Ampak okej. Ja, to je bil en oblikovalec, ki je govoril o tem, kako v bistvu v vsakdanjem življenju ne pomislimo, in to se lahko aplicira na čisto vsako področje našega življenja, ampak on je pač govoril o objektih, torej o oblikovalskih objektih, da ne pomislimo, kako vsako od teh stvari, ki jih držimo v roki ali pa ki jih kupimo, vsakega od objektov pač usmerja nek sistem vrednot ali pa neka vrednota. In kako, če bi začeli razmišljati o tem, kaj podpiramo in tudi kaj kupujemo, bi se nam pač začelo razkrivati, kakšne vrednote podpiramo, kakšne vrednote nas obkrožajo in ne nazadnje, kakšne vrednote potem pač sprejemamo v naša življenja. Pa mogoče zdaj, ko smo že pri tem individualnem odnosu do kmetovanja ali pa do produkta, recimo v tem primeru, tudi če se na to navežem, kako potem začeti to zaveščati? Zdaj, eno je to, kar sta govorila, torej ta nek naš odnos do narave. Ne? Zdaj, veliko lažje je o tem govoriti recimo tu ali pa v ruralni Sloveniji ali pa v vaseh ali pa tam, kjer imajo ljudje dejansko, tako kot ste omenili, vrtičke, pa imajo prste v zemlji. Malo težje je o tem govoriti, si mislim, na ulicah Berlina ali pa Londona ali pa nekih takšnih prestolnic. Kako pravzaprav se potem znebiti čist na individualni ravni ali pa se začeti ukvarjati s tem, kako se znebiti, ne, preko šolstva in podobno, tega odpora do narave. Zdaj, Nataša, v knjigi zapišete, da vas je 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon naučilo, da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš. In da sta ta gnus in strah in nezaupanje do narave, da je to pravzaprav neko običajno občutje našega sveta. Kje potem začeti na individualni ravni? Zdaj, vi ste vsi že tu, ne? Tako da pač vi ste okej. Ampak pač, kje pa začeti z ljudmi, ki ne, danes niso tu, pa še jutri ne bodo tu, pa tudi še pojutrišnjem ne? Mi lahko samo odpremo vrata, pa dlani pa srca, ne? In moja oma je vedno rekla, pač, da pri naši hiši so vrata vedno odprta in zdaj ne znam ponoviti, kak je ona rekla, pač vedno je dovolj za jesti pa za piti, pa čeprav je to sam požirek vode. In to je to. Ne, pač se dati na razpolago na neki način pa hoditi po svetu z to iztegnjeno dlanjo.
Jaz sem na začetku, ko sem tudi začela kmetovati, sem pač ful nosila to težo sveta na svojih ramah, se mi je zdelo, da moram vse sama in ne vem kaj in jaz proti vsem in veliko neke jeze in to, ipike prav. Sčasoma pa pač vidiš, da niti približno in tudi nisi sam in nisi sam na kmetiji, ker je ogromno nekih bitij in pač niti treba vsega sam, je pa fino, če si pač odprt ali pa sodelovalen. Tako da jaz mislim, da je pač to neka pot, ki pač sem si jo jaz zdaj v tem trenutku začrtala kot recimo eno možno, ki je zame možna, da pač hodim po svetu z razširjenimi dlanmi in če kdo hoče priti v objem, je dobrodošel. Evo. Zdaj, preden eno stvar bi še rada omenila, preden gremo v ta nek mogoče zadnji sklop debate, ki se bo malo bolj dotikal čisto vajne osebne izkušnje kmetovanja. Zdaj, če smo, mislim, bolj v tem smislu individualnega spopadanja s tem, ne, tako kot ste že zdaj omenili, to neko jezo. Pa mogoče, da preidemo iz teh konkretnosti, no, z neko tako umestno stvarjo. Zdaj v knjigi beremo, bi morala vedeti, opaziti, se pripraviti, bi morala ukrepati, ukrep, kakšna beseda, kako se to naredi. Ampak vseeno malo o teh nekih konkretnih ukrepih, ki ste jih recimo vidva morala na svojih kmetijah ali pa Nataša, vem, za vaše kolegice, za vaše kolege, ne, o tem ste tudi že pisali, recimo v Zadnji mladini, ki jih morajo uvajati na svoje kmetije v tem času, v času pač podnebnih sprememb, podnebnega zloma. Kaj so, zdaj, če smo govorili prej o nekih zdrsih ali pa o neki mentaliteti, ki vodi mogoče v te zdrse, kaj so pa te ukrepi, ki so neki pozitivni ukrepi, pa vseeno težki ukrepi. Zdaj pisali ste o roševanju, naprimer, ki mora biti, ne, pa potem te neki sistemi, ki se morajo vzpostavljati. Kaj je pravzaprav tisto, kar je dan danes zahtevano od ekološkega kmeta, da se sploh lahko sooča s temi spremembami? Se potem gremo na lažje vprašanje, obljubim. To je zadnje, kaj je tako. Okay. Zdaj odvisno spet seveda, s čem se ukvarjaš. Ne? Pri nas konkretno moram reči, da nekih silnih ukrepov kot takih pač nimaš kaj. Ne? Recimo, če imamo visoko debelni sadovnjak, potem ga ne boš oroševal, ker je to praktično nemogoče. Ne? Edino, kaj je lahko narediš, je, da posadiš sorte, ki čim pozneje cvetijo, recimo to je zdaj aktualno, če koga zanima, ovčji nos je izredno dober, cveti ful pozno, tako da se ponavadi izognemo pozebi. Ne. Prave lege, recimo, ne, to je tudi ena stvar, ki mogoče se je zgubila, ne, to so stari ljudje znali, ne, to je, če imaš koga starega v vasi, ga lahko vprašaš, ne, in pol tudi, ker če ne posadiš na pravo mesto, ne bo zadeva, ne deluje. Ne. Drugače pa no, mislim, ok, mi že 20 let tole se s tem ukvarjamo, ne, ampak v glavnem, tudi ko so recimo kakšna neurja, toče in to, zadeve saniraš in greš dalje, ne, probaš. Jaz recimo sam skozi tuhtam, ok, kjera bila pa zdaj mogoče sorta, glede na te spremembe, ki bi mogoče bila ok, ne, recimo fige se pri nas zdaj ful dobro, ful so polne skozi, tudi pozebejo, ne, toliko, ne. Pa ne vem, te asiminje, ne, čeprav to moraš neko meso kao natikati, da pa muhe letijo pa oprašujejo, ne. Tako da no, v bistvu skozi moraš malo tuhtati, ne. Sej so pol tudi razni članki, strokovni, tralala, karkoli že, ne, ti pomaga, da te usmerijo, ampak v bistvu v praksi vidiš, kako boš ukrepal, ne. Zdaj, ali je to pravočasno ali ne, ajde, ne, ko se ta cikel obrne, boš pa mogoče lahko drugo leto ukrepal, če že letos nisi glih, ne. Zdaj to, Ne, ta odgovor je bil pravzaprav dobra ponazoritev tega, zakaj sem to sploh vprašala, ker se mi zdi, da ko se začne govoriti o ukrepih, si pač predstavljamo, tukaj imamo en ukrep, potem čez toliko časa je drug ukrep, ampak to je pač nek konstanten boj in konstantno premišljevanje in pač
ne, ekološki kmet ne počiva. In zakaj sploh to vprašanje? Zato, ker se mi zdi krasno to in v knjigi in v vaših prispevkih nasploh, kako pravzaprav ponazorite to neko čustveno podstat tega, kaj pomeni biti ekološka kmetica, ekološki kmet. Ker se mi zdi, da dostikrat pač se res osredotočamo, tako kot ste rekli, na neko to proizvodnjo. Ne? In se mi je zdelo zelo fino v tem vašem zadnjem članku za Mladino, ki ste citirali enega vašega kolega iz Berlina, se mi zdi, ki je rekel, ja, to zdaj zelo močno parafraziram, ki je rekel nekaj v smislu, ja, sej, če ti skedem pogori, ne, vsi vidijo, pogorel ti je skedem, pa joj, bogi, pa jo, se bomo pomagali, ampak noben pa ne vidi tega, kako se ti iz dneva v dan boriš, pa iz dneva v dan obupuješ, ne, pa kako je to nek konstanten boj. In me resnično zanima, kako se pravzaprav vidva čisto na tej ravni soočata s tem. Zdaj, Nataša, vi tudi pišete, da na neki točki ljudje, ki so bili še malo prej vaši ljubi prijatelji, da so vas nagovarjali v jeziku, ki vam je bil prej tuj, naprimer, kakšna sjajna povlad, kakšno krasno vreme imamo, ne? Ko je bilo sonce, vi ste se pa ukvarjali s sušo in da ste zasovražili njihova osončena ramena in njihovo radost in črna očala po zadnji modi. Zanima me ta občutek nerazumevanja, ta občutek delitve na mi in oni, ne, ki je pač nekako vedno prisoten, pa mogoče ni najbolj koristen, ampak je pa tam. Zdaj se spomnim ob poplavah, jaz sem s Komende je bila absolutno totalno pod vodo in večinoma, ko sem gledala te prizore, me je bila groza in strah in obup, ampak na neki točki sem pa imela eno grozno misel in sicer, fino, mogoče bo zdaj kdo razumel. In to je neka ta misel zadaj, ki je pač seveda nočeš imeti, ampak se mi zdi, da ta občutek mi in oni je pa v tem primeru potenciran. Ne? Ja, pri meni je bil potenciran zelo na začetku, pač ko sem se začela ukvarjati s kmetijo, z zemljo in nič ni šlo tako, kot sem si jaz zamislila in pač ni hotela sodelovati niva tako hitro, kot sem pač si jaz mislila, da bo. Takrat pač vidiš te grozne stvari, sčasoma pa pač je ta občutek neke jeze kar spuhtel in pač od takrat zdaj na veliko in zelo new ageovsko predavam o zdravilni moči narave. Ampak je res, ne. Narava ima neverjetno moč, da ti pokaže svoje lepote in da prileti mimo ravno v najbolj bednem trenutku pač en čudovit metulj ali pa ena krasna ptica ali pa se zbudiš pa je tam smrdokavra, pa pije tam iz tvoje počene cevi, počuje vodovod pa vse toči, ampak glej, smrdokavra pa tam pije. Začneš pač graditi svojo skupnost. In jaz pač res verjamem v skupnost, verjamem v to, da je treba pač graditi svoje skupnosti, ne samo pač med ljudmi, ampak pač tudi z drugimi bitji. In te skupnosti potem pač skupaj nekako ti kažejo vse, kar je vredno in zakaj je sploh vredno in to v bistvu sploh je pač življenje, neka pomoč, solidarnost, neko povezovanje. To je potem na vsakodnevni ravni, potem te delitve splahnijo in pač, ker si omenila pač ta trenutek v knjigi, zame je bil to zelo močan trenutek, ta suša, to je bila moja prva njiva in takrat je pač meni moja oma rekla, a ti znaš prositi? In me se zdi, da znam, ne, in tako, ne, a misliš, da znaš, ali znaš, ne? Tako, ja znam, ja potem pa prosi. Ne, in potem sem prosila te ljudi, ko so mi šli na jetra, ne, tam z onimi svojimi selfiji na branču ob Ljubljanici, jaz prosim za dež, jaz imam rojstni dan in za darilo hočem dež. Prosim, pomagajte. In sem dobila za rojstni dan sporočila, naj boš imela dež. In seveda je bil dež, ne? Samo ni bila v tem poanta. Poanta je bila v tem, da pač ugotoviš, da pač je treba včasih tudi prositi, včasih je treba iztegniti dlan,
ne pride vedno do drugega človeka, včasih pa pride. In tudi pri teh mojih sosedih, ki dirkajo z traktorji, sem zelo hitro ugotovila, da pač so pa kmetje kot jaz. Mislim, imamo nekaj skupnega. In pogosto, ko pač jaz svojim prijateljem v Ljubljani razlagam o, ne vem, kak sem špricala, pa kak je bil veter, pa nič ni pomagalo, oni ne razumejo. Moj sosed, ko se pa tam vozi z onim velikim traktorom, on pa razume. Se pravi, nekaj imamo, nekje lahko prideva skupaj, ne? In pač se potem pač osredotočiš na to, kar pa je možno in kaj pa bi lahko bila potencialno tvoja skupnost. In pač gradiš tam in je potem vse, meni vsaj lepše pa lažje, pa pač tudi s časoma se narava res odzove in je ful lepo. Pač preprosto lepo je. Zdaj, moment, vam bom nekaj prebrala, pa boste potem... Zdaj, vi niste pesnika, ne? Ne. Vsak kmet je mal pesnika. Ampak vam bom nekaj prebrala, pa boste povedali, če vidite to na enak način, kot vidi pisateljica. In sicer sodelovanje z neznanim, pripravljenost na naključja, na presenečenja in odpor, nenehna tesnoba in dvom, neopredeljiva mešanica intuicije, truda, sreče in razuma, previdnosti in poguma, ritma, ponavljanja, vaje in upora. Vse to so temelji dobre poezije, a tudi nujne prvine kmetijske prakse v času podnebnih sprememb. Ja, bi se kar strinjal, ne? Jaz bi tu vsi te občutki seveda so prisotni, ne? Ampak jaz bi tu rekel še ena taka, da sem jaz v tem kmetovanju ali pa meditiranju včasih med delom, ne, lahko se pogovarjaš, ja, za bilo čem, ne. Jaz sem se dostikrat pogovarjal s kakim starim staršem ali pa ne vem, ali pa nekim stricem, ki si ga predstavljal, ki je on tam, ne vem, koliko let nazaj pač čepil, pa razmišljal ali pa neko drevo zacepil, pač, ne, in mislim, da je to vse prisotno, ne. To tudi pol v teh težkih trenutkih včasih, ne, ti seveda pomaga, ne, da greš recimo, ne, da lažje delaš ali pa da vsaj, ali pa da se manj sikiraš konec koncev, ne. Tako da ja, no, so pa tele, mi smo recimo tudi sušo imeli, ne, 2003, ne vem, kdo se spomne, bila spomladanska suša, mi smo tistkrat glih prvi sadovnjak malo večji posadili in pa smo imeli tiste boge sadikice, seveda celo poletje tam zalivati, to je sicer bolj blažev žegen, ko se reče, ne, ampak vseeno so preživele, ne, in juhu, smo bili pol veseli, ne, tako da, ja, moraš se v vsakem primeru, tudi to ti pove, ne, da ni tu nekih pardonov silnih, ne, pač ko moraš iti v akcijo, ne. To je tudi dostikrat pol, kakšni ti sezonski tudi, ne, sezonska dela so recimo, ne, tisto, meni se zmeraj dopala tisti rek, ne, ja, krmo pa mrtve je treba pospraviti, to nimaš kaj, ne, ali je nedelja, ali ne vem kaj, ne, nima veze, ne, to je pač treba, ne. Tak da, ja, če moraš, ni težko, ne, to potem... Včasih je tudi težko. Ja. Jo, jaz bi najraje kar končala s temi mrtvimi, ampak res imam še eno vprašanje. Tako je, ne, zdaj vaša babica, vaša mama, obe sta bili odlični pripovedovalki, pišete, in tudi sama napišete, da ja, da čutite, to moram pripovedovati, ne, in tudi pripovedujete in v knjigah, in na odru, v pripovedovalskih predstavah. In to, kar se mi zdi čudovito in kar ste napisali v knjigi, je to, da pripovedujete zato, ker se zavedate, da moramo prevzeti odgovornost za možnosti. In to se mi zdi taka izjemno lep položaj in pisatelja in kmetovalca. Pa mogoče, če vi malo pogledate na to z položaja pisateljice kmetice, torej v smislu možnosti, ki jih ponuja literatura, Richard, vi pa nasploh iz položaja nekoga, ki je pač vseeno izbral neko ne morda najlažjo možnost tega, kako pristopati k samemu kmetovanju, oziroma ne najlažjo na podlagi tega, ker smo prej slišali, ne, kakšna je ta naša odgovornost za možnost, kako jo lahko izpolnjujemo. Jaz pač pripovedujem, ne. In zelo preprosto
mislim, ni preprosto biti žalosten in jokati in pač si že predstavljati konec sveta, ampak mene je pač vedno fasciniralo, koliko knjig v tem hipu imamo, kako preprosto je v bistvu napisati eno distopično knjigo o tem, potem ko je že vse pogorelo, pa je že vsega konec, pa pač imamo te 4, ko so pa ostali. Ne? V bistvu si zelo lahko to predstavljamo vsi in prav malo me je zbodlo, kako lahko si to predstavljamo in kako v bistvu utopično zveni, da bi pa pač se imeli fino, pa da bi bilo tam neko bogatstvo vsega in svašta, mi zdaj pride. In pač, ja, tam se je pač porodila ta zamisel o tem, da je treba prevzeti odgovornost za to, da si znamo predstavljati pač tudi to. Ne? In vse te, to se mi je zdelo tako lepo, ne, pač ta prednik, nekdo, ki je tam nekaj zacepil, ali pa pač vse te neke legende, zgodbe, pravljice, ste pač, če govorim kot nekdo, ki ima rad besede pa pripovedovanja, skrivajo v sebi toliko neke lepote in modrosti in pač nas učijo ravno o tem, kako lepo je pravzaprav vse skupaj in da si je treba znati predstavljati to lepšo možnost, da pa je treba zanjo tudi nekaj narediti in da je v bistvu to neka odgovornost, ki jo imamo in odgovornost do te lepote, do vseh teh pesmi, do bluza, do pač to je nekaj, kar pač imamo in če nekaj bo ali pa če ne bo, to je pač zdaj v teh rokah. In zelo hudo mi je pač, ko govorimo o zelenem prehodu kot od neki stvari, zaradi katere se treba nenehno nečemu odrekati. Pa ne boš smel tega, pa ne boš smel onega, pa ne boš to. V bistvu je pa toliko vsega, kar pa bo, pa kar je veliko lepše, če se ne bi odločili za to pot. In pač želim, da govorimo o tem lepem. To je, bom takoj prišla, ampak to je zelo lep odmev. Na neki točki sem naredila eno serijo intervjujev z mladimi italijanskimi aktivisti, ki se borijo pač proti tem velikim koncernom, pa opozarjajo na ta velik okoljski zlom, Fridays for Future in podobno. In točno to so izpostavili, da je njihova, da čutijo največjo odgovornost med drugim tudi do tega, da prikažejo to lepoto tega, kar bi lahko bilo in ta potencial. In da jih resnično moti točno to, kar ste omenili, da se vedno izpostavlja to odrekanje in vedno izpostavlja ta manko in da če ne bomo znali pogledati tega in te spremembe iz vidika tega, kaj nam lahko prinese in vsa ta lepota, ki potem bo, da je seveda potem ne bomo dosegali. Ne? Richard? Ja, meni se zdi, tako če razmišljam v svojem primeru o alternativah, kakšne so, me v bistvu niti ne zanimajo preveč. Ne? Res mi je fajn delati, kar delam, ne? Čeprav je dosti taka pot, ne? Vzponov in padcev, ne? Ampak fajn mi je tudi to, da vidim, da recimo, ko težko spraviš na kup prijatelja, seveda, ne, za kakšno akcijo, ne, se reče, ne vem, ali se kole, ali se ograje popravlja, karkoli, ne, ampak to so eni najlepših trenutkov, ne. Mislim, in to je pač okolje, v katerem to lahko doživiš, ne, zdaj, če je to neka, ne vem, farma, kjer je to pač, so sem zaposleni, pa sem stroji, ne, tega ni, ne. Tako da, no, kmetija je še dosti več, kot ste prej omenili, ne, proizvodnja hrane, tudi sama družba, ne, tale, ki mislim, da je dosti bolj zdrava lahko, če je to prisotno, ne, ker prisotnost same narave je lahko sem dobra, ne, nauči nas ogromno, ne, in ima ogromno enih pozitivnih posledic. No. Zdaj, ta moja pantomima, prej tisti, ki ste jo opazili, bila zato, ker sem poskušala izprositi telefon na oder, da bi ugotovila na neki točki, koliko je ura, ampak glede na to, da nam je dobesedno odzvonilo, si mislim, da smo dosegli limit 9. ure. Jaz bi omenila samo še, da je knjiga, še enkrat, da je knjiga na prodaj, noter, da je na voljo s popustom. Ja, in najlepša hvala za ta večer, najlepša hvala za vse te
no, vem, da ne želite, ampak za vse te opcije, za vse te alternative, za vse te možnosti. Mislim, da je bil ta pogovor res lep prikaz tega, kaj pomeni prevzemati to odgovornost za možnost. In če že samo s tem odidete domov in ne naredite svoje kmetije še, bo že dovolj. Najlepša hvala. Hvala tebi, Fia. Hvala.